Vse imamo, vse smo si kupili, le še majhno punčko radi bi dobili, ker je že v navadi tako. Sobe zaprli tajne sporazume, ki naj bi pomagali Evropejcem. V resnici pa nam kavboji prodajajo svoje neoliberalne sanje. Še nedavno so pomenile te sanje strah pred terorizmom. Zdaj pa so dejansko strah pred Kitajci, ki ga kamuflirajo v deregulacijo evropskih standardov. In to vseh področji življenja. Se tvoj bik mogoče konča. Sporazum imenujejo tudi ekonomski NATO. O kulturi je v njem zelo malo ali nič govora. A Združenje nemških pisateljev so že ta ekonomski NATO poimenovala mrtev svet in mu vzklikajo ne. Tudi Francozi, občutljivi na svoj jezik in kulturo, kričijo, da ne bodo za nič na svetu spreminjali svojih standardov v kulturi. Slovenski politiki, ki hodijo predvsem kimat v Bruselj, pa molčijo. Da nam bo veselje in da se postavimo z njo. Zato slovenski kulturni delavci, zato pisatelji vpijamo ne. PPP-ju, ne pisi, ne ceti. Ne damo svojih avtorskih pravic. Ne bomo jih zamenjali za ameriške standarde, ki vemo, da ščitijo zgolj producente in velekapital. Ohranili bomo slovensko knjigo, gledališča, muzeje, slovensko kulturo v javnem interesu. Ne bomo dovolili, da jo po ameriškem principu zaprejo v privatizirane univerzitetne kampuse, kjer je kultura in literatura, kjer je na voljo zgolj izbrancem. In še takole, če je Peter Klepec izruval smreko, hojo in hrast, verjemite, bo pa še tole tiso, da bo pometel z njo kavbojce, ki ga stiskajo za vrat. Ali pa mogoče prazno pogorišče. Naj se znajde, kot vizna. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušen nož. Teci, punčka, teci, v šlamu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, teci po gluhi ulici. Življenje s 1000 noži, življenje te lovi, življenje te lovi, življenje.